Pozdravljeni. V današnjem predavanju bi se usmerili še na področje tehnologije in bi v današnjem predavanju pripravila pregled uporabe inzulinske črpalke in pa tudi senzorja. Ko pogledamo nazaj, moramo vedeti, da se je v zadnjih 70 letih na področju vodenja sladkorne bolezni spremenili veliko stvari. 50 ali 70 let nazaj je postavitev diagnoze sladkorne bolezni pomenila, da gre za življenje s strogimi omejitvami, brez športne aktivnosti, brez gibanja in za malo hrane. Šele nekje 30 do 50 let nazaj je prišla edukacija o samokontroli, o možnosti spreminjanja odmerkov inzulina. Zadnjih 20 let pa je moderna tehnologija tista, ki kroji življenje ljudi s sladkorno boleznijo. Zelo dobro je vedeti, kaj pravzaprav pričakujemo pri dobro vodeni sladkorni bolezni. Želimo, da so 3 pokazatelji dobro vodene sladkorne bolezni v optimalnem območju. Najprej glikiran hemoglobin, ki naj bi bil pod 7%, povprečni sladkor na glukometru ali senzorju pod 8,5 milimola na liter in vsaj 70% meritev v območju med 3,9 in 10 milimoli na liter z ne preveč hipoglikemij. Vprašanje, ki si ga lahko dodatno zastavimo, je, kaj je bolj škodljivo, visok ali nizek sladkor. Absolutno so dokazi, da je visok sladkor tisti, ki prinaša več škode dolgoročno za zdravje. Predvsem so lahko motene kognitivne funkcije možganov. Visok sladkor se povezuje tudi z zgodnjim razvojem demence. Lahko pa govorimo tudi o poznih zapletih sladkorne bolezni na očeh, ledvicah in živčevju. Hipoglikemija pa je neprijeten dogodek, a za zdravje ne pušča posledic. Kako smo začeli s tehnologijo v Sloveniji? Leta 2000 smo uvedli prvi 2 inzulinski črpalki, v naslednjih letih pa je število hitro naraslo na več kot 300 uporabnikov. Kmalu smo dosegli mejnik 80% uporabnikov inzulinske črpalke. Danes črpalko uporablja približno 650 mladih od 750, ki so obravnavani na pediatrični kliniki. Leta 2009 je na slovenski trg vstopil še senzor, a v otroškem obdobju rezerviran na tiste, ki so mlajši od 6 let. Šele leta 2020 so se spremenila pravila zavarovalnice tako, da je bil dostop do senzorja sproščen in hitro je imelo 60% otrok, ki so obravnavani pri nas senzor. Po zadnjih podatkih registra SWIT, ki je mednaroden register za diabetes, pa sedaj uporablja senzor preko 85% otrok. Leta 2018 je na naš trg vstopila tudi najbolj napredna črpalka, ki jo imenujemo hibridna črpalka, in konec leta 2020 jo je uporabljalo približno 85 mladih. Z spremembo zakonodaje v letu 2021 pa lahko rečemo, da smo prišli že skoraj na polovico otrok, ki uporablja to črpalko. Tako da dejansko najnovejša tehnologija je tista, ki je sedaj vodilna na našem trgu. Ali smo s tem kaj spremenili? Ja, že leta 2020-2021 smo naredili raziskavo, v katero smo vključili tiste, ki uporabljajo prvo generacijo hibridnih črpalk. Kaj smo ugotovili? Glikiran hemoglobin je ob uporabi te črpalke padel iz 7,2 na 7% in pa čas v zaželenem območju je pri uporabnikih teh črpalk zrastel na 70%, ob tem pa je bil delež hipoglikemij majhen. Tudi če se primerjamo z Evropo, so podatki podobni. Tukaj je šlo za primerjavo med državami Evropske unije in Slovenijo in vidimo, da v tem trenutku dosegamo približno 76% meritev v optimalnem območju pri uporabnikih hibridne črpalke, medtem ko je za Evropo to povprečje 74%. Kaj torej črpalka pomeni? Sodobna črpalka pomaga uravnavati sladkor s pomočjo bazalnimi odmerki in bolusi. Bazalni odmerki so tisti, ki dotekajo telo neprekinjeno, njihove odmerke lahko spreminjamo z željo, da so urejeni tako, da je sladkor v obdobjih, ko otrok ne je, stabilen. Bolusi pa so namerjeni odmerkom inzulina, s katerimi pokrivamo potrebo po inzulinu za obroke ali pa morebitne previsoke sladkorje.
Novejše črpalke imajo že vrsto let vgrajeno tudi računalo, ki samodejno izračuna odmerke inzulina, še več, omogočajo tudi hkratno uporabo sistema za neprekinjeno merjenje sladkorja v medceličnini, kar pomaga pri urejanju sladkorja. Vsekakor so vsi ti sistemi velika pomoč ne samo za otroka in njegove starše, ampak tudi za učitelje, vzgojitelje, trenerje, saj omogočajo res fino regulacijo odmerkov inzulina in pomagajo zmanjševati nihanja sladkorja. Katere črpalke najpogosteje uporabljamo v Sloveniji? Najprej imamo pri Medtronikovih črpalko Veo, to je črpalka starejše generacije, ki se bo verjetno počasi poslovila iz našega trga, ima računalo in ima tudi možnost uporabe senzorja. Naslednja je črpalka 640G, ta ob uporabi senzorja pomaga pri preventivi hipoglikemiji, saj se hitro odklopi, če sladkor strmo pade. Potem imamo pa hibridne črpalke dveh generacij, 670 in 780. 670 že pomaga pri uravnavanju sladkorja, a manj agresivno kot 780, pri kateri lahko tarčni sladkor nastavimo nizko na 5,5 milimola na liter in si poleg tega, da za mikrobolusi ureja bazalno glikemijo, pomaga še s samodejnimi korekcijami. Je pa trenutno omejena na otroke starejše od 7 let, ki porabijo več kot 8 enot inzulina. Ob teh imamo na slovenskem tržišču še črpalko podjetja Roche, imenuje se Insight, ki ima prav tako računalo, nima pa možnosti uporabe integriranega senzorja. Se pravi, če si še enkrat podrobno pogledamo, kako deluje črpalka, moramo razumeti razliko med bazalnimi odmerki in pa bolusi. Bazalni odmerki so inzulin, ki po kapljicah doteka v naše telo in ga lahko prilagajamo na 0,025 enote natančno. Prilagajamo lahko bazalne odmerke na drugačen nivo vsakih 30 minut. Večinoma imajo otroci nastavljenih 5 bazalnih inzulinov in z prilagoditvami skušamo oponašati fiziološko izločanje inzulina. Bolusi so pa večji odmerki inzulina, ki jih dajemo bodisi za korekcijo visokih sladkorjev ali pa ob obrokih. Ob uporabi računala nam črpalka pomaga izračunati, koliko inzulina otrok v določenem trenutku potrebuje. Če si sedaj pogledamo razlike med črpalkami. Črpalka Veo ima, tako kot smo že opisali, nastavljene bazalne odmerke, večinoma med 4 do 6, natančno, z željo, da bi bil sladkor čim bolj stabilen. Bolusi za obroke se sprogramirajo z računalom, zato je potrebno v črpalko vnesti krvni sladkor in pa količino zaužitih ogljikovih hidratov. Prednost tega računala je, da omogoča prilagajanje odmerka inzulina za vsak obrok posebej. Črpalka omogoča spremljanje sladkorja s pomočjo senzorja, opozori na hipoglikemijo in če alarm prezremo, se bo zaustavila v primeru hipoglikemije za 2 ure. Črpalka Insight, po lastnostih podobna črpalki Veo, ravno tako ima lahko natančno nastavljene bazalne odmerke, ravno tako lahko programiramo boluse za obroke ali visok sladkor s posebnim računalom. Prednost je, da je v tem primeru upravljalnik črpalke ločen od črpalke kot nekakšen daljinec, vendar pa žal ne omogoča uporabe integriranega senzorja in kadar otrok uporablja senzorski sistem, ki je ločen od črpalke, ne omogoča ročnega vpisa sladkorja, kar pomeni, da računalo ne deluje več popolno. Naslednja črpalka je inzulinska črpalka Minimed 640G, kar se tiče samih bazalnih in bolusnih odmerkov, je enaka predhodnikom, vendar pa ima tako imenovano dodatno funkcijo prediktivnega odklopa, s katerim se sprogramira ustavitev dovajanja bazalnega inzulina ob strmem padcu sladkorja, ko črpalka s posebnim algoritmom preračuna, da bi v primeru nadaljnjega dotekanja inzulina prišlo do hipoglikemije in to se zgodi takrat, ko je sladkor pada in je nastavljen nekje na 3 do 4 milimole nad mejo za nizek sladkor. Seveda se bo dovajanje inzulina nadaljevalo, če bo uporabnik sam sprožil nadaljevanje dovajanja
ali pa če bo črpalka preračunala, da je sladkor dovolj stabilno porastel, da nevarnost hipoglikemije ni več. Potem imamo pa črpalke, ki jih imenujemo hibridne, ali pa v bistvu črpalke, ki že deloma izpolnjujejo naše sanje o umetni trebušni slinavki. Te zahtevajo, da se še vnesejo bolusi za hrano, natančno štetjem ogljikovih hidratov. Pri črpalki 670G priporočamo, da hkrati z ogljikovimi hidrati vnesemo še sladkor iz senzorja, medtem ko črpalka 780 bere sladkor po senzorskih meritvah in ga tudi uporablja za dovajanje inzulina. Bazalni odmerki niso več takšni, kot smo jih opisali prej. Ko vklopimo funkcijo samodejnega dovajanja, imenovano Automode ali pa SmartGuard, bo črpalka prešla na dovajanje inzulina z mikrobolusi, za željo, da bi se čim večkrat približali tarčni vrednosti sladkorja. Črpalka 780G pa dovaja še korekcije, če je potrebno. Kako pa je z nastavitvami v računalu? Če bo otrok uporabljal računalo, bo poseben računalniški program po prednastavljenih parametrih izračunal, koliko inzulina potrebuješ za različen obrok. Nastavitve so lahko seveda različne za zajtrk, kosilo, večerjo ali pa za vsak obrok drugačne. Tako v bistvu otrok sam ali pa tudi učitelj, spremljevalec v šoli ali vrtcu vnese ustrezne podatke in odpade strah, kaj bo, če dam preveč inzulina. Se pravi, kaj potrebujemo za računalo v črpalki? Potrebujemo podatek o nekem optimalnem območju glikemije, na katerega bo črpalka preračunavala korekcije. Potrebujemo podatek o razmerju inzulin-ogljikovi hidrati, potrebujemo dejavnik občutljivosti, se pravi tisto razmerje, s katerim bo črpalka preračunala korekcijo, in pa kako dolgo deluje inzulin, saj se na podlagi tega lahko odmerki inzulina dodatno prilagajamo. Najprej vnesemo v črpalko krvni sladkor, to se lahko naredi seveda že samodejno, če uporabljamo določeno vrsto merilnika, nato vnesemo še količino ogljikovih hidratov in program v črpalki izračuna, koliko inzulina potrebujemo, z hkratno prilagoditvijo za aktivni inzulin. Večinoma tak odmerek inzulina potrdimo, v posebnih situacijah pa lahko tudi prilagodimo. Kaj pa, če bi vnesli samo krvni sladkor? Tudi v tem primeru nam računalo pomaga. Spet imamo lahko različne nastavitve, kako intenziven padec sladkorja povzroči ena enota inzulina. Največkrat vzpostavimo razliko za noč in dan. In pri izračunavanju korekcijskega odmerka se seveda upošteva aktivni inzulin, se pravi inzulin, ki je v telesu od zadnjega bolusa. Če torej lahko pogledamo nekaj primerov, bomo videli, da bo za isto količino ogljikovih hidratov in različno višino krvnega sladkorja črpalka ponudila različne odmerke inzulina. Podobno računalo ima tudi črpalka Insight. Tam pravzaprav otrok upravlja s črpalko preko merilnika krvnega sladkorja, vendar kot je bilo omenjeno že prej, v primeru, da uporabljamo senzor, žal ta črpalka ne omogoča ročnega vnosa sladkorja. Črpalka Veo 640G. Če jo uporabljamo brez senzorja, bomo v črpalko povezali z ustreznim merilnikom krvnega sladkorja, tako da se bo vsakič samodejno prenesel sladkor in bomo mi dodali samo podatek o ogljikovih hidratov. Črpalka bo bolj izračunala za upoštevanjem aktivnega inzulina. Če pa uporabljamo senzorski sistem, pa bomo lahko v črpalko ročno vnesli senzorsko meritev sladkorja in dobili enak izračun. Pri črpalki 670G je uporaba senzorja ključna za črpalko, saj ob ustrezni uporabi senzorja pomaga pri uravnavanju sladkorja. Kadar bomo zmerjali sladkor, se bo sladkor samodejno prenesel v črpalko, predvsem za kalibracijo senzorja, drugače pa ga lahko tudi mi sami ročno vpišemo za potrebe dajanja bolusov pred obroki.
Črpalka razreda 780G, ravno tako, uporaba senzorja je ključna, da lahko izkoristimo vse funkcije te črpalke. Prednost je, da s črpalko 780G uporabljamo že senzor, ki ne zahteva več kalibracije, tako da so vnosi krvnega sladkorja potrebni le izjemoma. Vnašamo pred obrokom le še količino ogljikovih hidratov, črpalka bo izračunala bolus, upoštevala glede na algoritme, kaj bo najprimernejša količina inzulina, upoštevala pri tem tako senzorski sladkor kot tudi aktivni inzulin. Korekcij ne dajemo več ročno, ampak jih dodaja črpalka. Seveda pa moramo vedeti, da tudi to črpalko lahko uporabljamo brez senzorja, takrat bo delovala kot 670G. Ena stvar, ki je pomembna pri vseh črpalkah, je, da kadar se odločimo za ročni bolus, nikoli ne presežemo meje 0,1 enota na kilogram telesne teže na bolus, tudi če črpalka predlaga več, saj s tem lahko preprečimo težko hipoglikemijo. Torej velja, če ima otrok 30 kg, bo največji odmerek inzulina 3 enote, tudi če črpalka predlaga več. Kako pa je z uporabo senzorja? Zgodovina uporabe senzorja je sedaj že kar dolga. Leta 2006 se je senzorski sistem začel uporabljati v črpalki, ki jo danes imenujemo Veo. Prednost je bila, da so zelo hitro v razvoju zmanjšali oddajnik, da je ob povezavi s črpalko nudil sistem tudi alarme, ki so opozorili na previsoke in prenizke vrednosti sladkorja, in da so bile puščice tiste, ki so nas opozorile, ali sladkor hitro raste ali pada. Prednost za starše, za otroke, učitelje in vzgojitelje pa je bilo tudi to, da so imeli na črpalki ves čas vpogled v 3, 6, 12 ali pa 24-urno gibanje sladkorja. Kaj danes vključuje senzorski sistem? Vključuje senzorje, največ uporabljene razreda G3 in G4, posebno sprožilno napravo, s katero senzor vstavimo v telo, in pa seveda ustrezen oddajnik, ki podatke o meritvah sladkorja pošilja v črpalki. Največkrat je tisti tarčni organ sprejemnik črpalka. Treba je pa tudi tukaj dodati, da črpalka 780G že omogoča povezavo tudi na telefon. Sprejemniki so lahko različni, lahko je to inzulinska črpalka ali telefon, seveda jih je treba ustrezno povezati z oddajnikom, da se dejansko ta povezava vzpostavi. A imamo v Sloveniji več vrst senzorjev? Seveda. Najbolj enostaven senzor, ki je tudi prvi senzor, s katerim vstopamo v svet neprekinjenih meritev sladkorja, je Libre. Tukaj imamo senzor vstavljen v nadlaht, deluje 14 dni. Pacient oziroma starši opravijo poljubno število skenov, priporočamo nekje 7 do 15 meritev dnevno in ravno tako spremljajo sladkor, gibanje sladkorja z puščicami in pa krivuljo. Ravno sedaj je na trg prišla tudi aplikacija, ki omogoča povezavo na pametni telefon. Naslednji senzor je Dexcom, trenutno imamo na trgu generacijo 6. Ta senzor deluje 10 dni, lahko ga povežemo na telefon, preko telefona tudi na pametno uro ali pa na poseben sprejemnik. Na slovenskem trgu ni integriran v črpalko. Prednost za nekatere starše je, da ima že dodane alarme za nizek ali visok sladkor, ne zahteva nobenih kalibracij, poleg vstavitve v roko pa omogoča tudi vstavitev v trebuh, zadnjico ali nogo. Najširše uporabljanje pa seveda Medtronicov senzor, ki je integriran v hibridno črpalko, lahko se ga uporablja pa tudi ločeno v sistemu Guardian Connect. Gre za samostojen senzor, brez črpalke, ne zahteva kalibracij, dodane ima alarme za nizek ali visok sladkor in se povezuje s pametnim telefonom ali uro, prav tako pa se lahko vstavi na različna mesta. Kaj so prednosti uporabe senzorskega sistema? Večina uporabnikov pove, da jim senzor nudi večji občutek varnosti, predvsem se lahko zmanjša strah pred hipoglikemijo. Omogočen je seveda boljši nadzor nad vodenjem sladkorne bolezni.
Obenem pa je pomemben tudi kot edukacijski pripomoček, saj bo otrokom in mladostnikom pomagal razumeti, kaj se v telesu dogaja po obroku, med športno aktivnostjo ali boleznijo. Kar pa je pomembno, je pa, da moramo razumeti, da senzor meri sladkor v medceličnini, medtem ko z merilnikom sladkorja merimo sladkor v krvi. Zato lahko prihaja do razlik med meritvijo, ki smo jo opravili s senzorjem ali v krvi, pri čemer velja, da hitreje kot sladkor raste ali pada, večja razlika se vzpostavi. Danes velja, da se razen v izjemnih primerih odločamo glede na senzorsko meritev, predvsem pa, da se ne sprašujemo, zakaj je razlika in ali je senzor morda v okvari. Če bomo ponudili 2 merilnika sladkorja in bomo zaporedoma naredili meritev z 2 merilnikoma, bo tudi tam lahko prisotna razlika med 2 zaporednima meritvama. Če sistem še zahteva umerjanje ali kalibracijo, kar postaja sedaj vedno bolj izjema kot pravila, velja nekaj navodil, in sicer prva kalibracija je večinoma potrebna približno 2 ure po vstavitvi senzorja, in se nato opravlja na vsakih 12 ur. Velja, da je najbolje opravljati kalibracijo z merilnikom, ki je povezan s senzorskim sistemom oziroma s črpalko. Najbolje je, da se pri otroku, ki bo šel v šolo ali vrtec, meritev opravi doma na tešče, saj so takrat nihanja sladkorja najmanjša. Postopek pa je enostaven, ko izmeriš sladkor, izdaš samo navodilo, da želiš kalibracijo. Kadar se dela kalibracijo, vsekakor je najbolje delati meritev zjutraj na tešče in pred večerjo v razmiku približno 12 ur. Če pa jo slučajno delamo po danem inzulinu ali po obroku, naj bo to 2 uri po obroku in ne takoj po danem inzulinu. Velja tudi pravilo, da pri ekstremnih razlikah med senzorsko meritvijo in meritvijo, ki jo kaže senzor, ne potrdimo kalibracije. Opozorila, ki nam jih da senzorski sistem, so predvsem tista, ki opozarjajo na previsok ali prenizek sladkor v medceličnini. S tem pogosto izvemo, da sladkor niha prej, kot bi to sami zaznali s pogledom na senzor ali z meritvijo. Obenem pa so zelo dragocene tudi puščice, ki govorijo, kakšen je trend gibanja sladkorja. Nekje velja, da če sta 2 puščici obrnjeni navzgor, da to pomeni, da bi v 20 minutah sladkor zrastel za več kot 2 do 3 milimole na liter, enako hiter padec pa, če so puščice obrnjene navzdol. So pa lahko razlike od senzorja do senzorja. Veliko vprašanj se postavlja, ali so senzorji vodotesni, se lahko uporabljajo pri plavanju, kako je v savni. Povsod v ekstremnih pogojih velja, da je treba poskrbeti, da je senzor dobro zaščiten, predvsem, da ne bi odpadel, ne, da ne bi bil vodotesen. Kadar je otrok v vodi, recimo za tečaj plavanja, je uporaba senzorja možna tudi pri potapljanju in povezava med oddajnikom in senzorjem bo zdržala nekje do pol ure. Seveda se lahko normalno kopate, tuširate, če pa je recimo pogosta savna, namakanje v vroči vodi, pa to lahko vpliva na skrajšano delovanje senzorja. Posebej opozarjamo na menjavo vbodnih mest. Kako torej rokujemo s senzorjem? Ko pogledamo na ekran in vidimo, da je sladkor stabilen, nam je to v pomoč za odločanje glede odmerjanja inzulina pred obrokom ali če je sladkor višji. Če zapiska alarm, seveda pogledamo, kaj se dogaja. Če imamo opozorilo, da je sladkor prenizek ali previsok, da hitro raste ali pada, je potreben razmislek, kako ukrepati, da se bo sladkor stabiliziral. Lahko nam takšna meritev pomaga, da preprečimo hipoglikemijo ali pa bomo hitro dodali korekcijo, če je sladkor previsok. Zadošča nam že senzorski sladkor, krvni sladkor zmerimo takrat, kadar je situacija nenavadna. Recimo, senzor kaže 3,7 milimola na liter, otrok pa pravi, ne, jaz nimam prenizkega sladkorja. Ko pregledujemo grafe, so ti lahko za različna časovna obdobja in nam zelo pomagajo pri oceni nihanja sladkorja, recimo v krajših obdobjih, kot je po zajtrku, po malici,
po večerji, medtem ko nam 24-urna krivulja pa pove, kako je bil sladkor v celoti urejen v zadnjem dnevu. Še enkrat, puščice opozorijo, da sladkor raste ali pada, naprimer otrok popije sok, ne da bi si za to dodal inzulin, sladkor bo strmo rastel, črpalka bo zapiskala, 2 puščici obrnjeni navzgor nas bosta opozorili, da bo sladkor zrastel vsaj za 2 do 4 milimole na liter v naslednjih 20 minutah in da je potreben razmislek, kako bomo ukrepali. Kaj pa hibridna črpalka? Se pravi, to je pa zdaj nova tehnologija, ki se razvija pravzaprav povsod na svetu, pri največjih proizvajalcih črpalk. Gre za sistem, ki res samodejno zaznava senzorske meritve, ki nima več standardnih bazalnih odmerkov, kjer inzulin 2 ali 3 ure teče z enako hitrostjo, ampak se dovajanje inzulina prilagaja iz minuto v minuto. Veliko sistemov ima možnost dodajanja samodejnih korekcij. Zahtevni algoritmi pomagajo, da črpalka priračuna, koliko inzulina dodati, da bi se sladkor stabiliziral brez nevarnosti, da bi otrok ostal v območju hiperglikemije ali pa da bi nastopila hipoglikemija. In kot smo že povedali, imamo še vedno računalo. Kako bomo takšno črpalko uporabljali? Seveda jo lahko uporabljamo v ročnem načinu, kot smo navajeni tudi sicer. Čim bomo vklopili funkcijo samodejnega dovajanja, pa bo črpalka pričela z sprotno analizo gibanja sladkorja v medceličnini in prilagajala svoje odločitve s posebnim algoritmom in željo, da bi se sladkor stabiliziral. Kar je zelo pomembno, je, da hibridna črpalka, ki jo imamo trenutno na tržišču, ima možnost učenja. Vsako noč analizira sladkor za 6 dni nazaj in skuša svoje delovanje še izboljšati. To pomeni, da se črpalka uči na podlagi odločitev, ki jih delamo mi sami in tistih, ki jih nekje organizira črpalka sama in tako prilagaja dovajanje inzulina. Pomembno je, da ima črpalka možnost nastavitve nekega ciljnega sladkorja, tarčnega sladkorja, na katerega bo skušala približevati z dovajanjem inzulina svoje delovanje. In predvsem najnovejša inzulinska črpalka lahko poseže v zelo strogo območje. Prvi tarčni sladkor, ki ga nastavimo, je 6,7 milimola na liter, če imamo pa porabo inzulina preko 20 enot na dan, bo možna tudi nastavitev na 5,5 milimola na liter, pri čemer je zelo pomembno povedati, da se s tem nevarnost hipoglikemije ne povečuje. Še ena prednost črpalke, lahko jo nastavimo tudi za šport v tarčno območje 8,3 milimola na liter, kjer bo črpalka delovala manj agresivno in zmanjšala nevarnost hipoglikemije med telesno vadbo. Korekcije. Že starši pogosto na začetku rečejo, ja, ampak mi bi dali drugačno korekcijo. Spet, algoritmi, ki podpirajo delovanje črpalke, so izjemno zahtevni in bazirajo na sprotni analizi in dolgotrajni analizi gibanja sladkorjev in jih bo črpalka dodajala, kadar je potrebno. Edino opozorilo, ki velja, če črpalko nastavimo na tarčo za šport, teh korekcij ne bo. Seveda, nekateri posegajo v delovanje črpalke tako, da izklapljajo sistem samodejnega dovajanja in dovajajo korekcije ročno. S tem seveda črpalki jemljejo možnost učenja in samodejnega delovanja, zato je to rezervirano res za izjemne situacije, sicer pa odsvetujemo. Velikokrat dobimo vprašanje iz šole, otrok ima po zajtrku visok sladkor, kaj naj naredim? Praviloma ne bomo naredili nič. Črpalka 670 bo lahko ponudila korekcijo, ki jo bomo potrdili, črpalka 780 pa bo dovajala korekcije, dokler se sladkor ne bo stabiliziral. Pomembno je le preveriti, da je otrok res dobil bolus za zajtrk, kajti lahko se zgodi, da včasih to pozabijo narediti. Nikakor pa ni potrebno pošiljati otroka teči okrog šole ali vrtca, telovaditi za željo, da bi se sladkor stabiliziral, saj bo v tem primeru delovanje črpalke in telesna aktivnost lahko privedla do hipoglikemije.
Drugo vprašanje, ki se pojavi, sladkor hitro pada, kaj pa zdaj narediti? Tudi otroke slišimo 2 puščice dol, 3 puščice dol, ves čas gledajo na ekran. Črpalka bo prestregla večino hipoglikemij po smernicah. Vemo, da hipoglikemije spremljajo vodenje diabetesa, nekje do 4% meritev je pričakovano v enem dnevu, pod 3,9 milimola na liter, ko pa mi gledamo odčitke, je takih meritev po večini manj kot 2%. Črpalke ni potrebno ročno zaustavljati, saj bo že davno predtem sama nehala dovajati mikroboluse, lahko ponudimo nekaj enostavnih ogljikovih hidratov, vendar so to res zelo majhne količine. Če dodajamo sestavljene ogljikove hidrate, pa je pomembno, da zato odmerimo tudi ustrezen bolus inzulina, saj bomo črpalko sicer zmedli, ne bo vedela, zakaj sladko raste, spet bo intenzivirala delovanje mikrobolusov in se situacija lahko ponovi. Kako je z meritvami krvnega sladkorja na hibridni inzulinski črpalki? Z najnovejšo inzulinsko črpalko je povezan merilnik Accu-Chek GuideLink, ki bo vsako meritev samodejno prenesel v črpalko, vendar pa ob senzorju G4 to naredimo le izjemoma. Predvsem takrat, kadar se znajdemo v nenavadni situaciji, ko mislimo, da morda senzor ne deluje pravilno ali pa če nas izjemoma črpalka prosi za meritev. Korekcije. Ves čas poudarjamo, da črpalka 780G sama računa korekcijske odmerke in jih bo sama dajala oziroma na sistemu 670G predlagala in potrebno je zaupanje črpalki, ne razmišljati o tem, kaj bi vi naredili v dani situaciji, ker je sistem delovanja črpalke sedaj popolnoma drugačen, kot smo ga bili navajeni prej. Tudi kadar je sladkor visok, odsvetujemo vnos lažnih ogljikovih hidratov za željo, da bi otrok čim prej dobil bolus in bi sladkor padal, saj tak lažen vnos dodatnih ogljikovih hidratov, ko niste jedli, spet nekako jemlje črpalki možnost, da bo sama sodelovala pri zniževanju sladkorja in pa učenja. Treba pa je poudariti, da tudi na tej črpalki prehrana ostaja ključna, dobro pokrivanje obrokov je izjemnega pomena, priporočamo, da se obrok vedno pokrije, preden otrok začne jesti, če je sladkor nekoliko višji, se bolus lahko doda že 15 do 20 minut pred obrokom, absolutno pa v vsakem primeru 10 do 15 minut, preden boste začeli jesti. Treba je upoštevati zlata pravila. Prevelikih, zaporednih in poznih večernih obrokov se ne da dobro pokriti. Prav tako bodo tudi zamujeni bolusi prinesli zelo visoke sladkorje. Imamo pravilo, da otrok lahko poje 120 gramov ogljikovih hidratov na leto starosti, pa jih na to dodajamo še po 10 gramov. Vendar tudi za mladostnice ne gremo čez 240 gramov, pri športnikih pa gremo izjemoma do 300 gramov na dan, kar pomeni, da na enega od glavnih obrokov ne presežemo 80 gramov. Obrokov z visokim glikemičnim indeksom, sadni sokovi, slaščice se ne da dobro pokriti, in pa seveda prigrizki, ki si sledijo iz ure v uro, ravno tako lahko povzročajo visok oziroma nestabilen sladkor. Obroki, ki so zaužiti po 20 ali celo 21 uri zvečer v fazi, ko se telo pripravlja na počitek, ravno tako prinašajo težave. Če pogledamo sliko na tem diasu, vidimo, da v spodnjem primeru, kjer ima otrok 3 obroke, dosežemo praktično 90% meritev v optimalnem območju, na zgornjem delu slike, kjer se pa obroki vrstijo iz ure v uro, najverjetneje pa so tukaj tudi zamujeni bolusi, pa se sladkor lahko povzpne kljub pomoči hibridne črpalke in številnim mikrobolusom v območje preko 15 milimolov na liter. Še eno pomembno svarilo je ketoacidoza. Redno poudarjamo, da naj bo sladkor čim bolj v optimalnem območju, to pomeni, da je sladkor preko 14 milimolov na liter za nas alarm. V tem primeru velja, da je potrebno pomisliti, da gre za ketoacidozo. Pri otroku s sladkorno boleznijo, ki bruha, ki mu je slabo, vedno najprej izključimo ketoacidozo, šele nato rečemo, da ima morda virozo.
Se pravi, sladkor preko 14, preverimo ketone v urinu. Če so ketoni negativni, spremljamo sladkor naslednjo uro ali dve, če sladkor ne pada, zamenjamo set. Če pa je sladkor zelo visok in so prisotni ketoni, pa priporočamo, da se funkcija samodejnega dovajanja izklopi, da se prvi korekcijski odmerek inzulina dovede z penom, nato poskrbi za menjavo seta, otrok počiva, pije lahko samo vodo po požirkih, sladkor pa se preverja vsako uro in po potrebi se te korekcije dodajajo v enaki količini, 0,1 enoto na kilogram telesne teže. Zelo pomemben je v tem trenutku tudi posvet s centrom za diabetes, ki je dosegljiv na številki 040, 82, 88, 44. Funkcija samodejnega dovajanja ostaje izklopljena vsaj 3 ure po zadnjem ročnem bolusu. Če bi imeli otroka s ketoacidozo v šoli ali vrtcu, seveda velja opozorilo, da sodi v domače okolje. Tukaj imate na sliki tak primer spregledane ketoacidoze. Sladkor je strmo rastel, črpalka je ves čas dovajala korekcije, pa ni bilo nobenega efekta. V končni fazi je bilo teh samodejnih korekcij brez kakršnega koli učinka 30 enot. To je bilo resno opozorilo za družino, da morajo biti bolj skrbni pri visokih sladkorjih. Kako torej odčitek črpalke? Če pogledate ta odčitek črpalke, smo lahko zadovoljni vsi. Otrok, starši, pa tudi mi in vi, učitelji in vzgojitelji. Sladkor je izjemno stabilen, praktično ves čas po 10 milimolov na liter in tudi če pogledamo posamezne dneve, vidimo dobro razporejene obroke, skrbno pokrite in sladkor, ki le redko prestopi mejo 10 milimolov na liter. To je vsekakor cilj rokovanja za dobro črpalko, za hibridno črpalko. Kakšna je pa razlika med temi črpalkami? Tukaj imamo en tak primer mladostnice, ki je uporabljala črpalko 640G, imela je težave s prehrano, uporabljala je senzor, vendar vidite, da je bil sladkor pogosto preko 10 milimolov na liter, zelo pogoste so bile tudi hipoglikemije. Ko smo jo prevedli na črpalko 780G, je zgodba povsem drugačna, sladkor je umirjen in dosega tudi dneve, ko je praktično ves čas sladkor v optimalnem območju. Kdo torej lahko uporablja novo tehnologijo? Seveda lahko črpalko 780G uporabimo tudi pri malčkih, vendar trenutno brez funkcije samodejnega dovajanja, so pa v teku raziskave, ki bodo omogočile, tako vsaj upamo, uporabo te tehnologije tudi pri najmlajših. Pri starejših od 7 let pa uporabljamo črpalko za funkcijo samodejnega dovajanja, če porabijo več kot 8 enot inzulina dnevno, takrat uporabimo tarčni sladkor 6,7 milimola na liter, če pa je poraba inzulina preko 20 enot na dan, pa lahko tarčni sladkor znižamo tudi na 5,5 milimola na liter. Tako, s tem smo nekako povzeli celotno zgodbo zdravljenja z inzulinsko črpalko. Vedno je dobro vedeti, da če se pojavijo dodatna vprašanja, da se lahko obrnete tudi na zdravstveni tim na pediatrični kliniki in pa na centre za tehnično pomoč. Hvala lepa.